Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa, ker ste se odzvali našemu povabilu. Včeraj se je zgodila Slovenija, ki ji je mar za prihodnost. Poglejte, kaj lahko dosežemo, če se poveže civilna družba, stroka, v tem primeru zdravniki, zdravstveno osebje in tudi politika. Veliko lahko dosežemo. Včeraj je zmagala kultura življenja. Slovenija pravzaprav temelji, je utemeljena na kulturi življenja. Kdo je pravzaprav zmagal? Zmagali so delovni ljudje, zmagali so tisti, ki so v času Golobove vlade ponižani, ki so v času Golobove vlade zaničevani. Zmagali so tisti, ki jih Robert Golob ne vidi in jih ne sliši, oziroma na nje gleda s prezirom. In vse to daje neko upanje, da je drugačna Slovenija možna. Drugačna Slovenija je možna. Takšna Slovenija, v kateri bo lahko vsak državljan, vsaka državljanka sprostil svoje potenciale, ki jih ima, podjetniške, intelektualne in tako naprej. Robert Golob se mora zamisliti. V letošnjem letu se mu je včeraj že tretjič zgodilo ljudstvo. Kulturniške penzije, Novo mesto in včerajšnji referendum. Robert Golob se zaveda, da je premagljiv. In obstaja upanje, da bomo skupaj, civilna družba in tudi politika, da bomo naredili drugačno Slovenijo, takšno, ki bo prijaznejša za vse državljanke in državljane, ki bo prijaznejša za delovne ljudi, da jim ne bomo navijali davkov, ki bo prijaznejša do podjetništva in tako naprej. Podpora Robertu Golobu je v prostem padu, tako kot je v prostem padu konkurenčnost slovenskega gospodarstva in tudi naš zunanje politični renome. Kdo pa pravzaprav od državnikov, evropskih ali svetovnih, še sploh pride k nam v Slovenijo na obisk? Komaj kakšen. Nismo več relevanten faktor znotraj Evropske unije. In to nam daje neko upanje, da skupaj s tiho večino, z delovnimi ljudmi, civilno družbo, marca na volitvah postavimo temelje za drugačno Slovenijo. Ta je definitivno možna. Hvala lepa. Vi ste že nekaj časa v politiki, a menite, da bi bil rezultat včerajšnjega glasovanja lekcija koaliciji pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami? Absolutno, seveda, to je bila zelo močna lekcija. Enostavno niso hoteli slišati recimo zdravniške stroke. Saj veste, da se Golobova vlada gre tako imenovane svete vojne proti zdravnikom. Zdravniki so se zdaj močno angažirali in se dejansko izpostavili in povedali, da je njihovo poslanstvo v smislu Hipokratove prisege, to se pravi, da je njihovo poslanstvo zdraviti ljudi, pomagati ljudi, ne pa jih usmrtiti. Tako da to je močna lekcija in koalicija se na tem mora tudi zamisliti. In ljudje imajo dovolj te razdiralne levičarske politike. In če ne razmišljaš tako, kot razmišljajo Golobovi, potem si njihov sovražnik in si sankcioniran. Vse to vemo. Vi ste v kampanji kot enega izmed protiargumentov izpostavljali tudi neureditev paliativne oskrbe. Boste morda zdaj, ko je ta zakon padel na referendumu, tudi NSI kot opozicijska stranka pripravili svoj zakonski predlog in z njim prišli v parlament? Mi ene osnutke in koncept tega zakona o paliativni oskrbi že imamo. Morate se pa zavedati, in mi se pač tega zavedamo, da smo dejansko na koncu mandata, kar je sicer lahko pomenljivo na dva načina. Prvič zato, da bo večina, koalicijska večina z roko zamahnila in ne bo resno obravnavala našega predloga. Drugo pa je lahko upanje, upam, da nisem naiven, da tik pred volitvami poslanke in poslanci postajajo na nek način tudi nekoliko bolj
mehki, če smem tako reči, oziroma ne podležejo toliko strankarski disciplini. Tukaj posebej imamo v mislih Svobodo in tukaj smo videli brutalno strankarsko disciplino Svobode, naprimer pri glasovanju o opozicijskih amandmajih na proračunske dokumente. Ali menite, da bi morale biti kakšne politične posledice in napovedujete morda še kakšen referendum v tem mandatu? Seveda, čisto zdravorazumsko je, da po vsem tem, kar se je zgodilo v Novem mestu, po vsem tem, da mi nismo varni, mi danes v tej državi nismo varni. Po teh 3 primerih, ko se je Golobu zgodilo ljudstvo samo v enem letu, samo v letošnjem letu, bi gospod Robert Golob moral odstopiti. To so naše pričakovanja, vendar, kolikor vsi skupaj poznamo njegov značaj, tega najbrž ne bo naredil. Kakšen referendum do konca mandata seveda ni izključen. Upam, da bo koalicija se zdaj zamislila in ne bo naprej rinila s konopljo, če smem tako reči. Ampak istočasno pa smo že včeraj zvečer poslušali tudi napovedi koalicije oziroma tako imenovanega zavezništva, da bojo ta zakon, ki je včeraj na referendumu bil zavrnjen, vseeno poskušali pa v kasnejšem času nekako spraviti skozi. Očitno neke lekcije niso dobili. Mogoče spet to prihaja iz ust tistih, ki tega ljudstva ne vidijo, ki tega ljudstva ne slišijo, ki ne slišijo tihe večine. In ta tiha večina ji bo še, če treba, enkrat, dvakrat, trikrat zelo jasno povedala, da morajo oditi na smetišče zgodovine s takšnimi poskusi. Hvala lepa.